Kot verjetno veste, je po zakonu o subvencioniranju študentske prehrane določeno, da v 6. členu, torej da se mora v študijskem letu 2009-2010 uvesti elektronizacijo bonov. Zato je študentska organizacija, ki je pač izvajalec tega in zato tudi zadolžena, da to izvede, marca letos pripravila razpis. Nekateri, ki so se želeli na ta razpis prijaviti, pravijo, da je bil razpis precej skrit in objavljen samo na njihovi strani, pa še tole za kratek čas. To zdaj večino stvari, ki govorim, smo zasledili iz medijev. In kljub temu so se pa potem na razpis prijavili dve podjetji, Bankart in Magenta. V gradivo smo vam dali tudi zapisnik študentskega zbora, iz katerega je razvidno 13. redne seje študentskega zbora, iz katere je razvidno, da so predstavniki študentske organizacije že na tem zboru, torej 7 dni preden se je postopek izbora sploh končal, že razpolagali oziroma javno povedali, da katero podjetje bo izbrano in katero je bilo izločeno, kar je najmanj torej neskladno z zakonodajo, ki določa, kako morajo javni razpisi potekati, kako morajo biti izbrana ali neizbrana podjetja obveščena. In kot rečeno, izločeno konkurenčno podjetje Bankart je bilo 27. maja, torej 6 dni po tej seji, obveščeno, da na razpisu ne bo izbrano. Poleg tega je bil v razpisni komisiji Aleksander Flutnik, ki je bil nekoč zaposlen v podjetju Ultra, zdaj ima sicer svoje podjetje in morda to niti ne bi bilo sporno, vendar če ne bi bilo sporno, potem najbrž ne bi izstopil iz komisije. Nekaj se je že moralo zgoditi, da se je potem odločil, da iz komisije izstopi. Zaradi tega in večine teh torej podatkov, ki kažejo na netransparentnost, se je podmladek Nove Slovenije, Mlada Slovenija, odločila in na junija 2009 na protikorupcijsko komisijo gospodu Dragu Kosu podala ovadbo oziroma prijavo za sum korupcije. In študentska organizacija je takrat izjavila, da bodo počakali na odločitev komisije in ko bo komisija izdala mnenje, ovrgla sum korupcije ali kaj podobnega, bodo podpisali z njimi pogodbo z izbranim izvajalcem, če pač bo ugotovljeno, da je bilo pri stvari vse v redu. Vendar pa do tega poročila komisije oziroma mnenje komisije tega mnenja še danes ni. Zato je precej nelogično, da je študentska organizacija 14. oktobra 2009 kljub temu podpisala pogodbo za elektronizacijo študentskih bonov med študentsko organizacijo Slovenije in podjetjem Magento, kot rečeno hčerinsko družbo podjetja Ultra. Ti sicer sedaj pravijo, da temu ni tako, da niso več del Ultra, vendar pa je bilo v Demokraciji prejšnji teden objavljeno iz portala iPes, da so še vedno del oziroma hčerinska družba Ultre. Skratka, zaradi vsega tega in ker v nadaljevanju bi moral sistem zaživeti, študentska organizacija pravi, da bodo sistem testno začeli uvajati s 1. decembrom na območju Univerze na Primorskem, s 1. majem naslednje leto na območju Univerze v Mariboru in v Ljubljani. Medtem naj bi vzporedno tekla, se pravi, star in nov sistem. Nas to malce skrbi, ker bo verjetno šla vsa zadeva spet na račun študentov. In poleg tega ŠOS zatrjuje, da če bo karkoli narobe, se lahko brez težav vrnejo na stari sistem papirnatih bonov. To nas pa ponovno navaja k temu, da niti sami niso prepričani v to, kar počnejo, kar so se dogovorili z izbranim ponudnikom. V ta namen smo, kot rečeno, zahtevali sklic seje odbora za delo, družino in socialne zadeve. Predsednica ga bo morala skladno z našo pobudo tudi sklicati. In predlagamo nekaj sklepov, jih imate v vaših gradivih. Verjetno se bo skozi razpravo videlo, ali je dejansko šlo pri nezakonito zagotovo, ker bi že z študijskim letom 2009-2010 sistem moral funkcionirati.
Ministra bomo povprašali, kakšen je bil nadzor. Sama sem že postavila poslansko vprašanje, kjer ga sprašujem, ali se pravi najprej on naredil vse tiste stvari, ki jih je moral, sprejel podzakonske akte, potem tudi, ali študentska organizacija izvaja evidenco, tako kot bi jo po zakonu moralo, potem tudi, kater ponudnik je bil izbran, kaj je bila odločilna zadeva pri izbiri, torej cena, kvaliteta ponudbe. Skratka, v začetku oktobra, mislim do 8. je minister to moje vprašanje prejel in do danes še nimam odgovora.